Živ in pa lepo pozdravljeni v čisto zadnji vlog tega leta. Letos malo drugače sem za vas pripravil eno montažo vseh najboljših highlightov iz letošnjih vlogov, po mojem mnenju. Tako da tale vlog bo dolg kar malo čez 1 uro. Pa dobrodošli v mojem novem stanovanju. Zdaj update stanovanja pride v začetku januarja nekje, ker v bistvu čakam samo še nogo za mojo jedilno mizo, ker sem vse čisto sam zdizajniral in vse dal custom narediti, se je malo zavlekel, ampak res bi rad naredil tur stanovanja, ki bo zadeva dokaj končana, se vsi vemo, da to ni nikoli. Tako da do takrat pa uživite v highlightih leta 2025, mi se pa vidimo v 2026. Tale bo malo drugačen, v bistvu nima neke poante, sam fajn se bomo imeli, no. Jaz pa Aleš sva solastnika tega novega vozila. To je kot tretji avto pri hiši. To je res ena taka eksotika, ki ga daš ven sam za vikende, zato da greš uživati, pa v bistvu je kar en tak baren fajn, no. Pa dajmo ga kar pogledati. Tole je najina nova Omega, Opel, pa toliko cajta že klele stoji, da je v bistvu že grmole prerasel. Ampak to je sam plus, zato ker to pomeni, da je avto praktično v senci že cel poletje. A je dela centralen? Je. Zdaj ga bomo pa probali zalaufati, da vidimo, če kresne. Po nas pa danes čaka par testov, da vidimo, če je tale Omega za kaj. Daj! Sprve! Ej, to je not esenca, vidiš? Ja, če je garažiran. No, prsit. Čakaj, ja ne moram tamle, tam mogu skirov kol ta prv, ti ga kar ven, daj. Japonski. A cenzor ni piskal. Ej, kot le leze vse. Fuj. Glej, cel gnest, majster. Ja, če vidi, če jih šmutam lepo leta, daj. Fuj. Opa. Evo, Opel Motorsport, še tele racing imamo gor. Lučka za motor svet, to pomeni, da je pod havbo. Zdaj pa v kaj gremo. Kar en kol je bil na cesti. En bolj pomembnih vprašanj je tudi, če ta zadeva zna driftati. Pa dajmo kar probati. Zad pogon drugače. Pa to je zakon, daj. Jaz ne vem, ampak če tole ni najbolj investiranih 500 evrov. Daj vsed se not, moraš eno zraven, veš koliko hudo. Jaz ti bolanst. Gremo! Ne, saj je bilo pod kontrolo. Tukaj sem se ogrel, da mi je kar špigle losovega. Noro sta. Jaz klenač ne poznam ceste, veš? Vidim to. Pazi koliko. Kamen. Dobar.
Mislim, da va kleno to stala. Glede na to, da se je tale video šele začel, mislim, da bolj da obrnemo, ker to smo se pri Gareliju naučili, da teh hudih trikov ne porabimo kaj na začetku, ampak kraj na konc, ker Garelija sem koj zalil, po 5 minutah je bilo konc veselice. A ja, auspuh je pod vodo. Oh, shit. Puhka. Opa. Ja, zdaj pa 5 rikverc. Ej, po mojem imamo problem. Opak. Opak. Daj spred poglej. Ne spreti. Po mojem sem dotak. Zakaj treba? Aj, ne, roki, odzad je šlo. Odzad smo, odspred tudi je šlo. Pejt, še enkrat. Ko je to dober, stari. Stari, off-roader calega, pa to je noro. Kaj da ne bo odbija čez spred, Ej, kje se vozimo, no, ker vajo so puso. V redu je, malo je. A ja? Ne, malo zgo praško, ampak bomo to zrihtali. Če zmil kar v kajlenu. Dobar je. Tole je pa obvezna oprema, pri takmole avtu, zdaj takele zadeve se zgodijo, pa da se tole kar na hiter zrihta. Opala, takole. Evo, dvakrat, da je to reinforsan. Pa še, ker je ta prav dirkalc, a veš tako, kaj imajo Porsche, da se luč, čakaj, tlele čez je on dal, tole tudi že malo nastoji več. A veš, takole kao dirkalniki, ki imajo na X poliman. Stari, to je tisti, kaj je to? Factory Racing Meister. Stari, ko pa zgleda. Tole za sabo vleku. Noro pa s to vozil. Ajde. Ja, dober je. Viš, dober, da sva dala racing tale lim gor. Sam požen, majster. Ej, nisem mogel ga zadriftati dober. Ja, ne vem, kva smislu. A? Bedno sem šel. Neki sklopka smrdi. Ne rabaš ga kupljati. Sam skandinavc pa pohan. Še enkrat. Ja, ajde še eno. Ajde, štart. Nazaj. Druga. Neki šlo. Aj šel menjalnik. Aj konc. Pa rekel sem jaz zaprašen. Fuck. Težko sem pa zdaj dober krivil. Men kar škripla med zubmi. Dober, ej. Mislim, po mojem je šel menjalnik. A misliš?
Sam pokadal se je spodal ta. A misliš, da je fertik? Ja. Koliko cajt ga mava? Pol ure. Ja, lej, za pol ure vesela je pa tudi neki. O, fuck, ej, moje čevlje, majster. Ko pa domov prišla? Ja, poklic Žiga. Ja, misliš, da si poklal moped, tako? Ja, itak. A? Ja. Se zga malo je pa mu blokade, no. Stari, hidravlika. Ja, fajn. No, meni čudni zvoki so. Ne, poklic Zupa. Až koliko sva imela še v planu danes. Ja, kaj pa boš naredil? A ga vzel toliko pelovke? Tle se kar zintaj, kadi. Kva sem najdu na tleh. Majster, to je blok motorja. Ti si zagnal bed čez motor. Ker se nič spod navit neki ful, pa tudi ni bene tekočine od sebe plunil. Lahko pa, da je bil avto že brez ola. Ola nisva preverila, a ne? Moj avto sploh ola nimu. Malo herbarja. Šel kaverišco naredil. Žiga je zmer del teh odprav, če pa slučajno ni del teh odprav, pa pojkaj uničimo, tako da ponovadi zmer poj njega pokličujem, ko ima gurtno, pa pač avto za potegn. Ti, motor smo zaklali, kar konc so bili po tleh. Ja. Zdaj pa, če smo že motor zaklali, pa vkaj saj malo šerjo losamo po temu le avto, tako da tole je način, kako najhitrej losa šerjo. Fuck. Ej, ko je rjo losov. Evo, brez rje. Zadeva je zagurtnana. Gremo v dolino, pa Žiga prav, da pozna eno bližanco, da bomo prej doma. Jaz sem kar prvezal, ker zdaj gremo po Fizgmaju, veš. Oh, fuck. Taj. Taj pa norej. A veš, po kira klukna gremo zdaj? Dobrim zdaj šlo. Ti sam ročno drž. Jaz sem kar gor ustal, če v slučaju skala skozi pogledala. Malo zobe zaprita. Ja. Moram. Ma to je tako naumen. Stari, mi gremo dvoj spuskal. O, ta ni resen. Ono zele. O, fuck. O, Zbolanti. Žigaj na treh. Stari, dobro smo zvozila, ha? Ja. Ta ni normalen. Zub gre komi s pajero, ta masti na umen. Oj, tono, ko njega meče, stari. O, fuck, až kira skala je zdaj. Oj, tega. Stari, to je pa bolj ka Gardeland, če smislu, da je off-roadat adrenalinsk, probi to delati na 2 metrih na štriku. Stari. Ok, zelo pa. To je pa Stari, jaz ne vidim. Colorado bol. Utrgal.
O, ne, ne, ki telefon. Ne, ne. Tole pa zdaj problem. Aleš, a misliš, da so to primerni vlogi ali to namo več delali? Zabavanje. To 10 let podaljša življenje, to je važno. Ali pa 15, upam. Pa obvezno moraš povedati, da tega ne smejo doma To delati. pa ne. No, Upam bed, to tako. pa Like, oh, fuck. Ej, ko je luč zmetal. To sem bremzaš. To je pa hudo. Tole je naslednik naše Opel Omege. Tako da vam z največjim veseljem predstavljam BMW-ja 320 dizel kompakt. Pa dajmo si za štart kar pogledati par detajlov na temule kompaktu. Zdaj, kakor vidimo, tole ni čist prva barva, a ne? Zadeva je precej mat pa zlita, ampak nič hudega. Meni zelo najljubši detajl je to, da so v bistvu odbijači pa fenderji že povezani z vezicami. To pomeni, da če zadevo odbiješ, enostaven zamenjaš vezico, pa je rešen. Tlele v zadnji je tudi barva že videla bolj cajte, kakor vidite, je tole že kar zelo napokan, malo se že zadeva tudi, luš. Feltne so v bistvu tudi že bolj rjave, kakor črne, ampak spet nič hudega, ker glaven faktor je ta, da imamo gor Michelin Alpine 6 gumo, tako da smo redi tudi za kakšno hudo zimo. Glede na to, da je dizel, zdaj ne da neki ful zvoka od sebe, a ne? Ampak siguren pa dobimo malo street kreda s temu, ker je pa roar kar proper v zadnji. Slišati ga ni ful, ampak zakadi pa dober. Dajmo si pogledati še v prtljažnik. Zdaj placa klele je noter ogromen, klele imamo v bistvu za danes za snemat prštiman, tole not sploh še gledal nisem. Akumulator imamo v zadnji. Dobro, pa tale lajbač, verjetno prav pride, k človek doskrat na cestu stane. Pa pazi to, tribute Oplu, nisem hotel zamenjati okvirčkov, ker je na avtu so prišli Oplovi okvirčki. Tako da imamo zmer malo ta stare Omege s sabo. No, evo, pa smo noter. Zdaj, volan je pa je nek M original, jaz se ne spoznam toliko na to. Malo je za preoblečiti, ampak spet nič hudega. Ker je pač tudi stanju avta primerno. En hud radio imamo noter, vse šipe delajo presenetljivo, klima dela. No, pa tudi kaj tazga se še kdaj zgodi, a ne? Tole pač ni zaliman gor, tako da moraš previden šaltati, da imaš kakšno akcijo, da tole ne ostane v rok. Drugače pa avto skoraj nov, 430.000 km ima. Največji party trik tega avta je pa ta, da je seveda zadnji pogon, ampak spredi imamo pa angle kit. To pomeni, da lahko avto precej bolj zavije, takrat, ko se drifta, in to ga v bistvu naredi najboljši avto za zimo. Zdaj, še preden se pa lotimo prvega testa s temule kompaktom, je pa treba malo počedati tole tlele, tako da sem kar urodje s sabo prinesel. Dobro, tole šipa. Evo, zadeva rešena. Kar je pa najbolj pomembno, je pa to, da je vedno dišava in obesek primeren za tak avto, a ne? Tako da, jaz sem klele dišavo s sabo prinesel. Majster, tole je dišava, ki jo nuca vsak avto, zato da imamo not lepo vonj po suhih mesninah, pa če kdaj lačen, malo odgrizneš, pa imaš rešen. Še preden se pa podamo na naš test, sem šel pa še do Žiga pregledati avto, da se ne bo spet zgodilo, da nam bo ta prvo video avto zaribal. Evo, še podlagati nav treba. Dol smo pobrali plastike, tako da smo lahko zamenjali zračen filter, pa je bil pa še na vrsti tuning s fleksarco. Evo, to smo zdaj odbili, prej je imel zajem zraka klenot, ampak je ta fi manjši. Zdaj smo ga pa v bistvu odbili, zato da je fi večji, da še več zajema zraka imel. Tako da tole je siguren 5 kon gor. Ko sem spustil ole ven, ga je bilo poj na konc več pomen, kakor pa povsod, poj pa sledila nežna obdelava materialov. Evo, tole je ta star končnik, tole je pa ta nov. Lele v bistvu na levo voznikov stran je bil že kar za nič. Tako da klele damo nov končnik, na on stran pride nova vilica, pa je pa v bistvu to, kar se tiče podvozja za tegale kompakta. A ten koleščak odbijem? Dej. Prav ga.
Pa tudi Rolls Royce zaradi mene, če ima hladilnike pa penina v zadnjega, pa nič tole. Kaj to zdaj, Ržinkrah, kako je to? Sem ga dragega vzel. Za sadje obrezvati je drugače, ampak tudi za kobaso je prima. No. Rešen. A smo nasedli? Ne. No, ko ni senzorjev. To je pa seveda prvo vprašanje pri vsakemu testu avta, če drifta, ne? Dela to, stari. Prav BMW je res king zadnjega pogona. Sorry, če kdo drugač misel, ampak to je moje mnenje. Ko mi čakam zimo, Tale je 2.0 dizel, malo je še čipiran in ima dobrih 200 konj, stari. Dela nos, ti nor, ko je to dobro, no. Doma v garaž je Shelby, pa Focus RS, pa en kup motorjev, pa 4 kolesnikov. Ampak, stari, to, ke pa tale kompakt nasmešek na obraz nariše, to je pa noro. Največ od vseh. Tam sem skoraj stiril, stari. A si bil že malo naumen? Ja, sam prevesen šlo, pa ga nisem mogel čisto kontrolirati. To je del. To zauš pa dober. To ti da energijo. Gremo, gremo, gremo. V rekord si mu. Tam je preveč luž, ne pa zariva ali pa. Ej, zdaj luže. Ne, no, ne prenisko je. Drž se. Ne, rok, rok. Ne. Ne, no, ne, ej. Dobar je. Sam pel tako, da ga ne opustiva kle. Muskala. Takle imaš bajer pismo. Ne. O, hudo! Brisa. Ja, gor se zatika, ne, v kamero. O, ne. Ne. Jo, ne več brisal. Zdaj sem sklopil, zdaj po moje. Tega, daj boš rekel. Smanji. Ni brems. Luk, ne. Rok, no. Avto smo stestirali, izjemno zabaven, ampak smo ga tudi nasvinali. Tako da ga je treba oprati, ker sva pa Gorenca, pa valjda plačamo za zunanje pranje, notranjega imamo pa gratis, pa ti zdajle pokaževa kako. Zdaj, prvi korak je, da si nadanemo maske. Pordansko stava duha. Oh, fuck! Zdajle bomo malo pred pranja. Oh, fuck, to gre not. Oh, fuck! Meni je šlo v gobec, jaz pa v ustah, ker malo je kislo. Aha. Kaj pa zdaj? Oh, fuck! Oh!
Fixmeister. Streifen. Oh fuck. Oh fuck. A dober, zvrha je. O, dober. Dober kraj še. Zdaj avto še not diše, vega. Tole je pa prima. Upam, da nama niso dali voska, če ne so oba limova. Super, tole je novembra malo z odprtim šipom. O, fuck, krtače grejo. Kaj sem služil? To gre. Je dal ror not. Oh fuck! Oh, koji mene zalil! Krtača! Dober sem pošvatal, imajo dobre krtače. Koji polil zdaj! Jaz sem total. Aš ko mene zalil! A vohaš, aš kova dišava. Kaj? O ne, jaz sem ror zgubil. Ne. O, krtača gre nazaj. Je pa v glavo dal zaprav. Daj dati glavo s krtač. Meni je kar frizuro naredilo. Daj to. O, voda. O, koji mrzla, stari. Moje najo zdaj še popino. Evo, človek je zbolil. Stari, to je žajbel so nama dali. A mi že to tudi par krajke. O, tu mrzlo piha. O, shit. Stari, tele, ker voda not pojila. Nazaj gre. Da je poprim česa. Evo, suhe lase. O, jog. O, fuck, šipe so not mokre. Ja, valjda, kaj pa bo. Jaz nam nič ven videl. Daj gretje na max. Mamam. O, fuck. Lej, to tle, ker voda not stoji. Sem se zdaj fajn slušal. O, shit, daj to na max, stari. Ne, no, zdaj še mrzlo piha. Ja ne, da mi vidim, lej to, noter, tle je posod voda. Po strop je voda. Strop je v Freihandu, amen. Pa. Ko je pa to epik. Pa zdaj čist požaj bladiševa, Jaz sem kar popil malo tega predpranja, tako malo kisel okus ima. Dobrodošli v Pit Stop Arena. Poanta Pit Stop Arene je, da ustvarimo en prostor za vse avtomobilske navdušence, od tistih najmlajših pa do tistih najstarejših. Zdajle tole počasi že dobiva svojo obliko, ampak moram pa povedati, da tole zadnje 4 mesece dela vsak dan. Z Alešem sva 90% tega, kar vidite, kle naredila vse sama, kamne najdla, korenine. Tole je vse narejeno v bistvu škatelj pa z mekolom skup spravljen. Tako da sam tale proga je trajala ene 2-3 mesece, da smo jo naredili do konca. Kakor ste videli, kakšne proge so še v nastajanju, ker smo trenutno
kakšen mesec pred otvoritvijo, ampak še preden vam pa povem, kdaj se zadeva odpre, pa kje se loži prijavite, da boste ta prvi probali tole, pa dajmo skočiti kar nazaj na začetek, pa poglejmo, kje se je vse to začelo, pa kva se je vse vmes dogajalo, ko smo tole zadevo gradili. Dobro, da imamo Raptorja, da vso tole robo peljemo po vseh telah 5 palcev zad. Pol sva se pa z Alešem odpravila v gozd, po zemljo, pa kamne, pa predvsem mah, zato da začneva delati ta glavne detajle na progi. Ni veliko telah eksplorerjev v takmole okolju. Evo, gajbce, kar watch. Poglej Juraka, Kjer lep. Lej to. Nice. Tole bomo pa z jajcem zelo odcvrli. Aleša je malo zanesel s telem gobam, ampak sva potem vse najdla mah točen taga, ki sva iskala. Kva gre lepo? To sem hotel, prav ta mah. V kolekcijo. Vrhunski. Z tega pohka že en pilc montal naredil. Bo, ne? Ja, vrhunski. Malo brokolija. Litovc. Evo, kle sva že malo gozda naredila s smrečjem. Klele imamo puščavsk del. Smo dali kaktuse takole malo. Mislim, da prav fajn zgleda. Aj, dober. Ja, meni je všeč to. Da je taka malo bolj gozdna, da del tako, a ne? Kaj je to? Yes! Kako je to majhno? No, teli plezalci jo pa plezali Je gor čisto špic bojo. na Mount Risman. Jaz pa Jan sva kar pristala v Kalifornijo. Je to bordeaux rdeč Cybertruck, tamle je Ranger Raptor, pa imamo pa tamle Bronco Raptorja. Na random ponedeljku štuca. Pa imajo kaj hudega spred. GT3.
3. Skorda me ti zajbavaš, majster! Pa Ferrari? Dobro, pusti to, ampak... What? Jaz tukaj nisem bil že 2 leti, Jan gre zdaj prvič z mano in ponovadi imajo res nore stvari noter za videti. Bova pa imela danes challenge od vseh avtov, ki jih je verjetno okrog 100 tukaj noter, se mora vsak zbrati samo enega, ki ga lahko danes odpelje ven, pa seveda argumentirati zakva. A imamo budget? Ne. No ne mi z milijonskimi hoditi, ampak Ja, to je dobro, to. pol je budget. Pa štejejo tudi te, ki so na parkingu. Ok, hodo. Pol jaz vem, kjer ga boš. Jep. Sploh ne rabimo not. Ja, bova videla, le, jaz se bom pustil presenetiti zdajle. No. Dobrodošel. Wow. Velike neizbire. No, ko praviš? Ja, to... Prvi občutki. Overwhelmed. Meni so drugače te Gallardoti še zmeraj ful všeč in bi ga, jaz osebno, bi rajš imel Gallardota kakor Huracana. Ja, jaz tudi. Ja, ful so mi lepi teli, predvsem ta facelift. Pa tale mislim, da je še Performante, če imam prav. Ja, mislim, da je zaradi spoilerja. Neka edizione limitata, 50 jih je zgledanih. To je po celo mojem nek Alcantara. 50 anniversary edition. Gated manual ima. What? Gated A manual me ti ima. zajbavaš? Nope. I think No. that's the limited. Ok. Dober dan, Shelby. Evo, pa smo končno nazaj. Zdaj gremo pa v cirku konjskih moči pa svobode, tako da jaz komi čakam, da vidim, kva imajo pri Shelbyju spet kaj novega. Upam, da ta nove, te Super Snake tudi vidimo, pa valjda se nabav tudi kakšna majica pa to. Thank you. Thank you. Čisto da. Evo pa smo nazaj doma. Pojmo. Zdaj klej ful mrča, ampak najprej bi pa Janu rad pokazal avtomobile, ki so pa tam dol. Ta nova GT350, meni v bistvu ni všeč, kaj pa vem, se mi ne zdi avto nič posebenega. It's an automatic. A? Automatike. Pa 350? Ma, tole mi ful bolj všeč. Ja. Oh, nice. Tole je Super Snake, no tole sem si pa želel danes videti. Super Snake R. A? Boki. Ja. Lej ta bok. Lej to. Hudo. Tole je ročna zadeva, pa približno 850 konj. Znaš, to mi je hudo, ker ponavadi imajo Mustangi, imajo kle pač čisto kratko. Ta pa res tako tak full hud ducktail, ta detajl mi je res všeč. Seveda je bilo pa treba malo še mrča nabaviti, imajo pa kle pobrandiran čisto vse, kar si izmisliš. Je to miško. Obe. To je pa kobra. slabo. Robo smo nabavili malo za garažo, malo zame, ampak tale off-road projekt sem vam še hotel pokazati. Pazi zdaj to varnost pešcev. Jaz sem 1,90 m visok, pa mi pride havba lih tlele do brade, pa tole je železen, lej to. Stari, to če te parbije s palačinka, pa šofer sploh ne ve, da je kaj povozil. Zadnja postojanka tega dneva je bila pa trgovina Base Pro Shop. To je pa v bistvu trgovina za lov pa kempiranje. Zanimivo je pa zato, ker to stopaš noter, misliš, da si prišel v Gardele. Modeli imajo kar zvrnjene srne noter. Wow. Kar ribe so po stropu, 4-kolesniki, čovni, še celo cel pontun imajo not parkiran. Belo palce sprobaš. Če rabiš navigacijo za čoln, ja, imajo vse modele, ki obstajajo. Ali pa ta soba, recimo, je namenjena sam moharjenju. Jaz take pozornosti do detajlov v trgovini še nisem videl. Oj, stari, lej to. Aha, kle se malo strela. Dobro. A se ti heta.
trgovini, by the way. Ja, to je v trgovini. Streko. Tam so pa že kazinoji. Kaj pa, da to še ni dosti, smo pa pogruntala, da gre ta zadeva v Šenštuh. Ko Dejan je sprobo klele malo lokov, jaz sem se zagledal v samostrele, skratka tukaj gor imajo vse vrste orožja, tudi do tistega klasičnega. Ampak meni osebno so pa najbolj zanimive igrače še zmer zunaj na parkingu. 74 za takle avto je pa res dobra cena, se mi zdi. Tako, zdaj smo zapravili denar, ki ga nimava, tako da zdaj pa cajt, da poiščeva, kje bova prespala danes. Pounds. Dobro. 2 korvete. Levo mašini. Pa 370 Z. Kdo, v Rolls Royce, what the fuck? Ne. To je del, v Shen Rolls. No, na en avto sigurno ne vklele ostal. Ampak hell je Raptor. Se ti hecaš. Wow. No tole. Tole pa sik. Aš ko to po noč hodil? Če lik slučajen, kjer ga zanima, evo, pa takole zgleda še po noč. Ko je to visok. Aha. En se je imel dober. Pojst, nice. Kašen TV, zdaj sem šele videl. Ja, pa 2. 2, se pravi, gledaš. Iz kavča tam nekaj. Če bi raj bolj naravnost gledal, imaš ta malga, drugače imaš pa ta velik TV, klele, frič, malo kuhance, to je super. Ale to, pa mega mikra. To lahko makarone zdaj pogrejo. Jop, kaj je to? Še več hladilnikov. Kar skrina. Tle je nek sif. Okej, WC. Klenik sif, to so gubne vrata. A ja, mi dva so kle noter. Pastor klenik sif. Lej to. A ja, to je tuš, pazi to. Tle je tuš, pa greš pa čez, imaš pa bano. Hudo. Jaz bom ležal v bani, pa vmes bom se šel nažajfat pa stuširat, da vse naenkrat laufa, da ja ponucamo vse, zato ko smo vse plačali. Lej še klej TV. Tušiba. Yes. Klele zjutraj malo vreme pogledaš. Danes pa šibamo na semo, zato smo tudi tukaj v Vegasu. Z Janom sva že pojedla zajtrk. Evo, naš šef bo še sendviče prštimal. S temule garlic putram se ni šparal. Pa tale turkey breasts. Turkey breasts. Bo tudi več pa kruha dal. Ja, hvala, da. Dobar je, to prav ameriška porcija. Yep. What do you see? Wow. Wow. Hudo. Luč je intake? A se ti zabavaš. Welcome to Sima, everyone. Sploh še nismo na Simi, pa je že noro. Notar nismo, pa je se že dogaja, Gremo po bedre. Wow. Pa Hemi V8. In preca, ki ste jo vsi videli v Hoonigan filmu, no, na YouTubu. To je, kada prejli pa DTM zmešal skupaj, zadeva ima itak neomejeno konj, pa pač pripravljena na največje skoke. Sploh ne vem, kva bi razlagal, pa kva bi vam pokazal, ker vsako smer, ki se obrneš, je nekaj norega. Tako je recimo tale Ferrari, ki je pač sleman pa zabit v poden.
so pa že letela na dogodek, ki se pa imenuje Horsepower Rodeo in točno tako zgleda, kakor se sliši. Na Felton. Ta disciplina se ne meri s točkami, ampak enostavno se išče tistega, ki naredi najboljši šov. Oh, that didn't sound good. Na tej točki so pa začele zadeve eskalirati. No, jaz še nikoli v lifeu nisem videl tovornjaka, ki bi driftal. Pa ko sem že mislil, da sem vse videl, je poletel še 5 avtov naenkrat noter v pit. Pa meni se zdi, da nimajo čist pod kontrolo, no? P1, pa na custom A13 Feltnah, pač koliko hodo. Tako všeč mi je, da tunajo tudi hypercare, ne samo rekel Porsche, Ferrari pa tako naprej, ampak majstri so dropnali P1, pa zabili gor Feltne, vrep čez. Tale firma je meni všeč, že kar nekaj časa jih spremljam po Instagramu, čist mi pa hudo, kako v bistvu delajo te kakor aerodiske, ampak dejansko naredijo ta lip gor. Ful mi je všeč ta detajl na Feltnah, no. Seveda pri nas tega itak ne moreš homologirati, ampak hudo. Opa je to. Wow. En se je malo začutil s tuningom. Mal. Kaj to? Res je novoletna smrekca. Če že mislil, da je velika hala, gre pa pol vse skupaj še v 2 štuka. Ena od koliko 5? Ja, 5-6. Vaj, to model, no. 6-wheel steering. Lej, koliko je to veliko, Jan, da je zraven stoj. Aj to. A si normal. Ideja tega avta je bila, da v bistvu se vzame street legal avto, pa se ga predela na vzuni v GT3 dirkalnik, noter pa še zmeraj ostane, se pravi, ves komfort od originalnega avta, pa pri to pogled. Všeč mi je, ker je še zmeraj tako imperfect, tudi
splitter spredi, luči se vse od GT3 dirkalnika, ampak to da avtu karakter, se pravi, ta zadeva je bila na dirkališču in to mi je všeč, da niso spedene. Kar mi je izjemno všeč je tudi to, da so naredili custom BBS feltne prav za ta avto, deep dish in pa fitment stari je v nulo. Izjemno pa cenim tudi to, da je avto najbolj spoliran, kar sem jih klele videl, tako da res TJ Huntu kapo dol za tole. Tole že verjetno vsi veste, kaj me spremljate, kva je. Tole za mano je Mustang GTD, ki smo mogel biti zbran, da si ga sploh lahko kupil. In jaz z največjim veseljem povem, da sem tudi jaz eden izmed tistih srečnih bodočih lastnikov, ki si bo lastil tale avto. Drugače pa telih avto bo približno 1500 na svetu. Moj pride nekje v letu 2027, konfiguriram ga pozno 2026. Tale dotičen avto je pa od Von Gittin Juniorja, on je pa lastnik RTR firme. Zato imaš tudi tele lime green detajle, ki so dejansko poštrihani, ker je to, kaj pa vem, nek tak njegov signature design, kar pač on rad naredi. Je pa tale avto, kaj pa vem, no, na posnetkih se mi zdi, da ne izpade toliko agresivno, ampak ko ta avto v živo vidiš, jaz sem čisto zaljubljen. Jaz to komaj čakam, da svojega dobim. Isto bom siguren spekal performance package, to pomeni, da dobiš daljši splitter, pa tele kanarde, plus tole, v bistvu tele grni flepe spredi, za v bistvu še več downforcea, seveda v zadnji s tem dobiš tudi aktiven wing, to pomeni, da se tale luputa odpira pa zapira. Zelo verjetno pa ne bom vzel carbon packa, ker je, mislim, da je tako 40-50 ali pa še celo 60.000 evrov opcija, tako da bom tudi na mojem avtu pustil tele kar takole barvano črne, se pravi, dobiš side skirte, spredi splitter, pa v zadnji difuzor, lahko Janša tole pokažeš, kako izgleda. Se pravi, difuzor je pol tudi isto v črni barvi, ampak meni je izjemno všeč. Razen kar se barve tiče, bi pa jaz rad izbral eno tako malo bolj custom metallic barvo, ker se mi zdi, da bo temu avtu res tako izjemno pasala. Zdaj pa, če ste mislili, da smo že videli najhujše stvari, je pa klele za mano seveda One of One Pagani Huayra. Tole je neka Imola Edition. A je Imola Edition? No, ja. To. Jaz mislim, da kar se pa custom orderjev tiče, pa tale kar zmaga. Pravijo, da tale zadeva stane 5,5 milijonov, no, to je bil MSRP oziroma cena, ki ga je lastnik kupil. Jaz mislim, da če se ta avto kdaj proda, bo pa v 15 milijonih.